Torej, lepo pozdravljeni in dobrodošli na naših predavanjih iz osnove elektrotehnike 1. Glede na situacijo, kakršna je, bomo, če nama bo z Majdanom le uspel, po odmoru naredili en tak preizkus tehnologije za nadaljavo. Torej, namen je, da si pogledamo, če bi bila kakršnakoli potreba v bližnji prihodnosti, bi rekel, presvičati nadaljavo, da mogoče vemo, kje se najdemo, na kakšen način se najdemo. In v ta namen vas bom naprosil, da boste vi med odmorom se prelogirali v spletno učilnico in pač tam boste najdli zavihek, kjer piše predavanje nadaljavo in tisto bomo potem skupaj preizkusili po odmoru. Ok, toliko mogoče zdaj, da vam povem naprej, da si lahko pripravite zadeve. Mi bomo pa kar nadaljevali s snovjo po planih in sicer se bomo danes ukvarjali z relacijo, kateri smo pravzaprav namenili že kar veliko besed, ampak danes bi jo želeli pogledati iz druge perspektive, iz drugega zornega kota na nek način. Če mogoče povzamem, kaj imamo v mislih, ravno na preteklih predavanjih ste delali zglede, kjer ste, bom takole napisal, določanje potenciala iz znanega vektorja električne poljske jakosti. To se pravi, če se spomnite, v principu smo imeli dva koncepta, kako določati potencial, oba ste tudi preizkusili, in eden izmed njiju je bil, da smo računali potencial V kot integral električnega polja od neke opazovane točke do neskončne okolice. Danes bi pa naše razmišljanje postavili ravno obratno, to se pravi, če je bila to preslikava, ki nam je omogočala, da iz znanega E-ja pridemo do znanega V-ja, se pravi, lahko takole rečem, iz znanega E-ja do V-ja, potem bi pa danes se vprašali, kako, in to bo tudi naslov, iz znanega potenciala pridemo do električne poljske jakosti. To se pravi, to je tisto, kar je današnja debata. Čeprav boste videli, da bomo to debato začeli najprej sploh z metodami ponazarjanja teh količin. Vi verjetno se spomnite, da smo za električno polje povedali, da, mogoče če to kar semle začnemo pisati, naslov bom dodal mogoče še nekoliko kasneje, to se pravi vizualizacija električnega polja. Vi se spomnite, da smo električno polje pravzaprav risali skozi vektorje električne poljske jakosti in če bi vas vprašal, od kje je električna poljska jakost dobila ta vektorski značaj, potem se hitro verjetno spomnite, da smo povedali, da je to pravzaprav električna sila, ki bi delovala v prostoru na nek naboj, in če smo to silo normirali, se je ta vektorski značaj te količine ohranil. Potem smo pa, če se spomnite, naredili en korak naprej, pa smo rekli, zdaj, če imamo mogoče, pa bom eno strukturo najbolj preprosto vzel v obzir, če imamo tukaj vmes med dvema ploščama, ki sta recimo naelektrene z protislovnim nabojem plus pa minus sigma, potem smo rekli, nam tukaj v prostoru vmes
deluje homogeno polje. Ne? In praktično smo rekli, mi lahko narišemo neke vodilne črte, na katere je to polje ves čas tangentno. In seveda v našem primeru bi bile te vodilne črte za to polje, včasih jih tudi označujemo, tako da narišemo še puščico gor, boste kmalu videli, zakaj, ker bomo mi prišli še do enih takih podobnih črt. A ne? In tem črtam potem rečemo tudi silnice električnega polja. Ne? Vi se verjetno spomnite, da sem se primerjal z gravitacijskim poljem in že ko sem za gravitacijsko polje vam sploh skušal povedati, kaj beseda polje pomeni, sem se tudi malo dotaknil tega, kako bi pa mi to polje uprizorili. Ne? Sem rekel, ja, verjetno bi to narisali kar kot neke take črte, ki pomenijo, da če sem le noter ustavim telo z maso m, da bo na to telo z maso m delovala gravitacijska sila, ki jo znamo tudi zapisati, Fg je m krat g. Ne? In to, v bistvu te črte, ne, nam pravzaprav ponazarjajo stanje prostora, da nam tukaj v tem prostoru deluje gravitacijski pospešek. Ne. Ok, in podobno imamo tudi tukaj v našem primeru možnost narisati te vodilne črte, ki nam uprizarjajo tiste krivulje, na katere je vektor E tangencialen. Mi si bomo kasneje pogledali kakšne slike, ne bomo vsega niti na tablo risali zaradi časovnih omejitev in si bomo tam preverjali, ne, na kakšnih delih slik, kako je tale stvar potem res pravokotna. Okay? Zdaj bi pa morda naše razmišljanje nadaljevali pa na temle primeru, ki ga vidimo tukajle, ne, na naši prezentaciji na levi strani. Ne. Glejte, tukaj imamo pa tudi še eno dodatno vizualizacijo, ki je nekoliko drugačna kot ta, o kateri sem jaz govoril. In sicer so tukaj narisane drugačne krivulje oziroma ploskve. Pa bi tole naše razmišljanje začel z navezavo na ostale primere, ki jih vi poznate iz tega področja. To se pravi, vi ste verjetno že srečali v osnovni šoli kakšne slike, kjer ste imeli narisane črte. Konkretno v mislih imam zemljevide. Kaj imate na zemljevidih lahko narisan z različnimi črtami? In kako se to imenuje? Bravo, super. Dajte kar povedati še na glas, kaj to pomeni. Izohipse. Ja, višina, ampak kaj je z višino? Vzdolž ene izohipse. Bravo. Kolega je zelo lepo povedal. Ne? Z krivuljami, a ne, ki jih rišemo na nek način v prerezu, skušamo označiti, dajmo tako reči, tiste točke, katerih nadmorska višina je enaka, konstantna, je rekel. Ne? Potem, kaj imate še? Vremensko napoved gledate. Izoterme, izobare, se pravi, imamo zopet povezane s krivuljami tiste točke, katerih temperatura ali pa tlak je konstantni. Ne? Potem izohaline. Ste slišali za to? Ok, ni to naše področje, ampak mogoče še to omenim, ne? Ta beseda izo pomeni enakost. Zdaj na našem področju se ne uporablja predpona izo, ampak ekvi. Ne? Vi veste, da ekvivalenca, ne, in tako naprej, beseda tudi pomeni enakost, ena je rimskega, ena je grškega izvora. Ne? Tako da to, kar bomo mi zdaj srečevali, bodo pa črte, ki nam povezujejo kaj, če gledate to sliko. Ne. Enak potencial. Ne. Torej, mi bomo zdaj srečali, in to imamo tudi tukaj gor narisano,
in to bom dal tudi v naslov, krivulje ali ploskve, pač v 2D prerezu so to krivulje, v 3D so to ploskve, ki povezujejo točke z enakim potencialom. To je tudi kar definicija. Ime pa je ekvipotencialke. Torej, lahko si zdaj v bistvu zapišemo, da so ekvipotencialke so krivulje ali ploskve, ki povezujejo točke z enakim potencialom. Takole. Ok, in bi morda zdaj se k temu našemu zgledu vrnili, čeprav ga imamo še tudi gor na tabli narisanega. Če je tole kovinska ploskev, potem je skoraj zagotovo, potem tudi tole ena ekvipotencialka. In tale na drugi strani je druga ekvipotencialka. Potem pa v principu skušamo uprizarjati te ekvipotencialke na tak način, da so med seboj ekvidistantne, ne po razdalji, ampak po potencialu. To poznate že iz zemljevida. Tam je višina, nadmorska višina narisana 50 metrov, 100 metrov, 150 metrov, 200 metrov. Se pravi, ne delamo nekih poljubnih prerezov, zato da nam potem te, bi rekel, krivulje dajo tudi nek smiselni odgovor. Tam, kjer se te krivulje bolj gostijo med sabo, kaj to pomeni na zemljevidu? Večjo strmino. Tam, kjer so te krivulje dlje narazen, to pomeni manjšo strmino. In mi bomo zelo kmalu ravno o tej strmini potenciala govorili. Saj si verjetno predstavljate, da bo to pri nas tudi imel nek odraz na električno polje. Sedaj jaz sem za naš prvi primer izbral tako situacijo, da je polje homogeno in si lahko predstavljamo, bom pol malo vrednosti samo karikiral, da imamo ekvipotencialko tukajle na sredini, pa potem spet lahko tole razpolovim in razpolovim. Tako da bi rekel, smo narisali 5 ekvipotencialk s 4 presledki med njimi in lahko bi rekel, V je 0, 10, 20, 30, V je na levi strani 40 voltov, na desni pa 0 voltov, pa sem narisal ekvipotencialke tukaj. In kar bi lahko opazili, je tole pravokotnost, ki jo opažamo, to se pravi med krivuljami, ki smo jim rekli silnice električnega polja, vodilne črte za električno polje in med temi črtami, ki nam predstavljajo ekvipotencialke. Vi boste videli na nadaljevanju, da je zadeva lahko hitro nepregledna in morate kar malo pomisliti, kaj nam predstavljajo te krivulje. A so to ekvipotencialke, a so silnice. Zato sem rekel, da je ena izmed elegantnih možnosti, da tukajle narišemo takole puščico in potem vemo, puščica nas asociira na vektor električnega polja, da so to vodilne črte za vektor, medtem ko so tole pač s temi vrednostmi označene ekvipotencialke. A imamo vprašanje? Ja, torej, tam, kjer rišemo, tam govorimo o strmini. Ampak do tega še pridemo. Mislim, jaz bi jih mogel ekvidistantno narisati. Torej, enakomerno, a sem to. Ne, če se vprašanje na to ne naša, ampak.
Ja, ne, s terminom imam v mislih tole, ne. Če bi bilo električno polje nekih nabojev takole, da bi ga ponazorili z ekvipotencialkami, recimo 0 voltov, 10 voltov, 20 voltov, potem sem v narekovajih rekel, da je tukaj večja strmina, a ne? Ker je v bistvu ta potencialna razlika na manjši razdalji, a ne, pač konstantna in to pomeni, da je, mi bomo do tega prišli, električno polje tukaj večje. Ne. Ta strmina, zdaj glede na vprašanje, bom to že kar vnaprej izdal, ta strmina tega spreminjanja potenciala je odgovor na to vprašanje, je električno polje. Okay? V vašem primeru je to strmina brega, po katerem hodite, če govorimo o zemljevidu. Ne. Se pravi, če boste šli z te strani na hrib, bo strmina večja, če boste šli z te strani na hrib, bo strmina manjša. V našem primeru, zdaj to malo prehitevam, to je nekaj, kar vam bom izdal šele proti koncu te ure, pa ta strmina pomeni tole. Do tega pridemo, kako je ta zveza organizirana. Ok? Bo v redu? Prav. Ok, dajmo zdaj pogledati mogoče samo ta zgled, ker ga imam že ravno na tabli. In sicer tale zgled je majčken več, kot sem jaz narisal. Jaz sem narisal dve veliki plošči pa homogeno polje. Tukaj pa imate v bistvu primer ploščnega kondenzatorja, kjer v bistvu imamo homogeno cono, tukaj smo rekli bolj v srednjem delu med ploščama, potem smo pa rekli, da se polje stresa. Stresano polje pomeni, da je polje tukaj manjše in to vidite tudi skozi ekvipotencialke, ker so dlje oddaljene, je ta strmina manjša, posledično je polje manjše. Ne. Vidite, zadaj za ploščami so te razdalje med ekvipotencialkami velike, ker smo rekli, da polja zadaj ni. Ne. Ok, zdaj mi smo začeli z enim najbolj preprostim primerom ekvipotencialk v homogenem polju. Zdaj bi v nadaljevanju pa z besedami, mogoče čisto nekaj malega, bi zapisali, ne. To se pravi, bi si pogledali za različne dvovode, pa mogoče probali tudi nekaj stvari generalizirati. Prej bi mogoče samo še omenil, ne, da se ekvipotencialke, to so neke logične zakonitosti, na katere vseeno opozorim, med sabo ne morejo križati. A ne? Se pravi, ne more potencial 10 voltov pa potencial minus 10 voltov ne, se med sabo križati, ne? Ker je potem v tej točki nek nesmisel. Torej, če že se stikajo neke ekvipotencialke, takole, to pomeni, da je tale recimo 7 voltov in tale veja 7 voltov. Ne? Se pravi, edina možnost je, da se ekvipotencialke staknejo, če vse skupaj ena ekvipotencialka. Tako da to imejte, prosim, v mislih, ko bomo tudi kakšne stvari vizualizirali. Okay? Zdaj bi pa morda, tako kot sem rekel, spregovoril o ekvipotencialkah para naboja. Para premih nabojev. To se pravi, tle bi si lahko napisali, da je to tudi ekvipotencialka para plošča ali pa ploščnega kondenzatorja. Zdaj, vi ste pa zadnjič pa mislim, da ste tudi že kakšno sliko narisali v sredo, govorili o paru nabojev, o dvovodu in ste prišli do enačbe in sicer takole, dajmo reči, da imamo na eni strani pozitiven naboj pa negativen naboj, pa dajmo biti odprti do tega, da bomo lahko rekli, da sta tudi oba dva pozitivna pri naslednjem zgledu in dajmo torej zapisati tisto, kar ste zadnjič pripravili, da je potencial Q vlomljeno z 2pi epsilon nič krat, potem ste pa povedali, da tukaj nastopata količnik rho minus z rho plus. Dajte me prosim popraviti, če ste z znakami bili kaj drugačni.
od tega, kar sem jaz zapisal, ampak mislim, da ste kar tole označili. Pričemer, dajmo mogoče biti bolj jasni, da je tole potencial v točki, izbrani točki T, ki jo bom tukaj izbral, zapisal, da nas zanima, koliko je tale potencial, in tukaj smo zapisali odgovor, in pa dajmo označiti še, kaj pomeni ta dva rho minus in pa rho plus, to sta dve zveznici, ki nam označujeta oddaljenost. Ste zadnjič napisali tako, to enačbo? V sredo? Dobro. Ok, zdaj, ko to imamo, pa dajmo razmišljati, kako bi osnovali pravzaprav sploh ekvipotencialko. Se pravi, mi zdaj iščemo tiste točke v prostoru na nek način, za katere lahko zapišemo, da je tole konstanta. To se pravi, mi zdaj iščemo točke v prostoru, za katere lahko zapišemo, da je tole konstanta. To se pravi, v principu bi to bilo napisano takole, To se pravi, imamo ta dva radija oddaljenosti, Lahko to enačbo tudi še obrnemo, se pravi, nesem ta 2pi epsilon nič sem, Q nesem dol, Se pravi, naravni logaritem pa nesem na drugo stran na tak način, da antilogaritmiram, to pomeni, da moram pisati, da je to eksponent, kar bi pomenil, takole smo rekli, e na 2pi epsilon nič krat ta konstanta deljeno za q. Sej tole vse skupaj, pa vidite, da je, lahko temu rečem, neka nova konstanta, Pač samo preračunati jo moramo, pa nekako označiti. To se pravi, mi se zdaj ukvarjamo z krivuljami, pri katerih je količnik tehle dveh radijev do dveh različnih točk med sabo konstanta. In zdaj, kadarkoli imamo količnik konstanto, takrat dobimo kroge. Mi te izpeljave ne bomo delali, to se vi učite pri matematiki. Zdaj, če si pogledate tale primer, ki ga mi obravnavamo na eni strani, in tole, bi rekel, izpeljavo, ki jo imate tukajle zapopadeno, noter moramo ustaviti koordinate obeh točk in izpeljati in dobimo enačbe za krožnico, ki jih vi iz matematike poznate. Ste delali enačbo krožnice pri matematiki, a ne? Ok. In zdaj, če si pogledamo, tej krogi se nam bodo odražali nekako v temle smislu. Se pravi, če tole malo damo že stran, tole bomo pa še pustil, takole pa takole. Tole je krog. Mi se bomo o teh krogih, boste videli, še kar nekaj pogovarjali. Predvsem dajte v mislih imeti, da tele dva nista v središču teh dveh krogov. Okay? Potem bi lahko vzeli večje te kroge in to, kar rišem zdajle, so ekvipotencialke za dvovod v prerezu. Zdaj, če bi govoril o tretji dimenziji, potem bi to si mogli vi predstavljati, kot da so takile valji, te ekvipotencialke. Zato sem rekel, da so to točke na krivulji ali na ploskvi, če bi kot plosko obravnavali, so to taki valji. Okay? Potem bi pač lahko narisali pa še, če bi to točko natančno tukaj vmes postavili, to se pa verjetno spomnite tudi že od zadnjič, ko ste gledali ploščni kondenzator. Zdaj, prispevek tega in prispevek tega premega naboja k potencialu na tejle simetralni ravnini, ki je enako oddaljena od obeh, je enak, vendar je od tega pozitiven, od tega negativen, zato se prispevek
v ta potencial odšteje in če imamo takole dvovod v praznem prostoru, je ta simetralna ravnina na potencialu 0 voltov. Še več, lahko si predstavljate, samo malo karikiram, da je tale tukajle na potencialu 3 volte, tale je potem na drugi strani -3 volte. Zakaj je ta negativna, ta pa pozitivna? Zato, ker je prispevek negativnega naboja večji kot prispevek pozitivnega naboja na desni strani ravnine. Na levi strani ravnine pa prispevek pozitivnega naboja večji od prispevka negativnega, zato so to pozitivni. In bi to lahko rekel 6 voltov, pa ta -6 voltov. Se pravi, mi smo dejansko skozi te kroge vizualizirali naše ekvipotencialke. Če jo tle vmes narišem, bi bil še en krog, pa tle vmes še en krog. Okay? In slika, ki to ponazarja, je tale slika tukajle v prezentaciji, ki nam kaže tele kroge. To so tele krogi. In prej sem omenil, da ne smete pomešati tehle krogov, ki jih tukajle vidimo, in pa tehle drugih črt. Te črte bi bilo bolj hvaležno, če bi imeli še puščico gor in bi nam lahko predstavljale naše silnice električnega polja. Ne? Se pravi, če še to narišemo tukaj na tablo, da sem malo barve zamenjal, vidim, ampak ne glede na to bom s puščicami to rešil. Takole, ne. Glejte, kar je mogoče zopet očitno, predvsem na tisti sliki, ki je lepša, da imamo med njimi pravi kot. Tako da nekako nam to da misli, da to ni naključje. Ne? Ok, zdaj, kot rečeno, imamo tukaj lahko še več teh primerov. Ne? Torej, imamo lahko primer, da seštevamo radije v konstanto, ρ1 plus ρ2 je enako konstanta. To ste rekli, tudi verjetno pri matematiki, če vzamemo 2 štrikca, pa vzamemo svinčnik, te 2 štrikca tukaj nam predstavljata konstantno dolžino in potegnemo takole okoli, kaj dobimo? Elipso. In ste to pri matematiki izpeljali. Če je razlika ρ1 minus ρ2 konstantna, potem dobimo, bom tukaj napisal, krogi, elipse. Kaj ste pri matematiki še jemali? Krog, elipso, hiperbolo. Tole je hiperbola, ne? Hiperbola. Pa imamo pa še eno situacijo, ki jo niste verjetno srečali, to so tako imenovane Cassinijeve krivulje. Lemaiskina krivulja je ena izmed njih. Tam je pa produkt tehle dveh, jaz se opravičujem, zdaj pišem ρ1, ρ2, lahko bi pisal ρ minus, ρ plus, ne. Malo sem se navezal na matematiko, zdaj, če bi vam bilo bolj podobno temule, kar tle pišem, bom popravil na ρ minus, ρ plus. To so pa Cassinijeve krivulje. Ok, in zakaj sem vam te slednje omenil? Ne? Vi verjetno si predstavljate, če bi mi tukaj imeli naboj plus Q1 in tukaj naboj plus Q2, ne to, prosim, to sliko risati vi, potem bi v tem logaritmu prišlo ρ1 krat ρ2. In si predstavljate, da bi govorili o tem, da je produkt konstanten, se pravi, to je tisto, kar sem že prej rekel, dajte imeti v mislih, da bomo v nadaljevanju si tudi pogledali, kaj če bi imeli dvovod 2 pozitivnih nabojev. In to je na tem našem naslednjem zgledu, kjer imamo 2 pozitivna naboja, ki sta med sabo na neki razdalji. In glejte, to so te Cassinijeve krivulje, ki jih imamo tukaj zdaj spet izpeljavo, imate tle zapisano. Tole je ta člen, ne, ki nam potem da, in ena izmed teh posebnih je ta, ki gre skozi središče, ki jo vi poznate kot
zapis simbola neskončno, ne? Ta ima pač posebno ime. Ok, tako da bi rekel nekaj teh primerov, pač ekvipotencialk smo si pogledali. Dajte se prosim zavedati, da niso vsi primeri ekvipotencialk tako lepi. Tukaj imamo recimo še en primer, ne? Recimo ob strelovodni palici, ne? Vidite, kako se lahko te ekvipotencialke zgostijo, ne? O tem bomo potem še enkrat govorili, ne? O tej strmini. Ok, že če bi vzel v obzir dva točkasta naboja, za dva točkasta naboja ne dobimo tako matematično lepih izrazov. In niso krogle, čeprav jih včasih rišemo kot krogle, v bistvu so drugačne. Ne? Torej, ta odlika, da imamo, bi rekel, v homogenem polju ekvidistantne ravnine, tukaj le pa ekvidistantne valje, tega ne posplošiti in si dajte to zapomniti, če bi imeli točkasta naboja plus minus Q, pa te stvari ne bi bile analitično tako lepo zapisljive. Saj mi lahko sicer približek napišemo, ne, da je to plus Q pa minus Q, ne, ampak te krivulje so nekoliko drugačne, če malo pretiravam, od krogel. Ne, niso to krogle, kot bi mogoče kdo pričakoval. Ne. Se bomo s tem, boste videli, v enem od poglavij še tudi malo o tem pogovarjali, ampak pač pridemo šele do tega, zdaj ta trenutek pa. Tole nam bo zelo dobro služilo, dajte si prosim zapomniti. To se pravi, te ekvipotencialke, da so valji, nam bo zelo dobro služilo, ker bomo mi čez nekaj časa hoteli spregovoriti o potencialu debelega dvovoda. Do zdaj govorimo samo o dveh tankih žicah, ampak če bi jaz, samo da se navežem na tisto, kar bom čez 14 dni vam razlagal, ne, če bi jaz tole zalil z prevodno snovjo, potem je to dvovod, dve debeli žici, ne, ali pa dve, mogoče tanki žici blizu skupaj, ne, obravnavamo kot kole. Lejte, in kar vam hočem povedati, da se zopet navzven polje nič ne spremeni. Okay? In tisto, kar sem še prej obljubil, dajmo narisati par vektorjev električne poljske jakosti, da si znamo predstavljati, kako izgledajo, ne. Ko malo bomo tamle gor gledali, ne. Zdaj, ko imamo pa tole ravno pred sabo, ja, bližje, ko smo, daljši so tej vektori, ne. In tole, kar sem zdaj narisal, je E v teh točkah prijemališča teh vektorjev. Da si znate predstavljati, zdaj sem tudi malo več pokracal že, ker tega ne bom več rabil. Ok, mi smo zdaj, bi rekel, v tem delu spregovorili o ekvipotencialkah. Aha, mogoče še tole sliko vrti, da se jo da videti, ne? To se pravi, dodali smo tukajle še vizualizacijo vektorja E, ki je tangencialen na te rumeno označene nosilke, te silnice električnega polja. Ok, zdaj bi pa v nadaljevanju se pa vrnili k prvotnemu vprašanju. Prvotno vprašanje pa je, kako bi zdaj mi na podlagi tega, kar imamo, to so ekvipotencialke, pa silnice, prišli do odgovora, kako iz znanega veja pridemo do E. Ne? In mogoče za začetek, da vas malo vzpodbudim k razmišljanju, ne, je, mi imamo zvezo V je integral EDL. Takole. In če imamo tukaj integracijo, pa bi želeli ven iz tega izraza potegniti E, kaj bo operacija, ki bo nasprotna temu? Bravo. Odvod. Zdaj, očitno bo tukaj nastopil nek odvod, kar vas pa moram opozoriti pa je, to ste imeli prav, ne? Da imamo tukajle kakšno funkcijo po njenem značaju. Kaj je potencial? Je to vektor ali skalar? Skalar. Kaj pa je E? Se pravi, mi hočemo z odvajanjem skalarja dobiti vektor. In to je tisto,
kar je pa mogoče malo drugače, kot ste vi pri matematiki vajeni. A ne? Se pravi, mi moramo zdaj nekako, in tudi, če bi vas zdaj vprašal tle, po čem boste pa odvajali potencial? A ga boste po DL, po vektorju odvajali? A ne? Se pravi, po pravici povedano, rinemo v matematiko, zahtevnejšo matematiko, ki jo boste vi še srečevali, ne? V nadaljevanju, to se pravi, verjetno matematika 3 in tako naprej, tam boste ustrezna orodja imeli in potem boste znali na tole odgovoriti. Mi bomo pa, bi rekel, do tega prišli skozi neka razmišljanja, ki smo si jih zdajle pripravili, pa jim bomo pač na nek način dorasli. Lejte, ne bodo tole neke ekvipotencialke v prostoru, ki smo si jih mi pripravili, to se pravi, V je konstanta, bom samo pisal, in dajmo mi reči, da je tole vektor R iz nekega izhodišča in dajmo reči, da mi naredimo tukajle en majhen premik, ki mu bomo rekli DL, iz prve opazovane točke, ki bi dali ime točka T in lahko tudi potem posledično, kot smo navajeni, zapišemo, da je v tej točki potencial VT. V drugo točko, to je tale točka, ki dajmo pa ime T1 in dajmo reči, da je to potencial v točki T1. Okay? In tale drug distančni vektor mogoče označimo kar po poimenovanju te točke kot R1. Se pravi takole. Okay. In dajmo zdaj mi to naše razmišljanje narediti skozi, se spomnite, rekli smo napetost med točkama T in T1. To lahko zapišem kot potencial točke T minus potencial točke T1, je enako. Potem pa imamo, če se spomnite, integral, za napetost smo rekli od točke T do točke T1 E skalarno DL. Ne? Zdaj, če je ta premik majhen, ne, mi lahko to pišemo kar pač kot homogeno polje E krat ta diferencialen premik. Ne? Mislim, zdaj, čisto dosledno bi mogel pisati, da je to ta diferencialen premik delta L, ne? Pa ga tudi pol tukaj dajmo označiti kot delta L. In naprej, ker smo se zelo malo premaknili, ne? Dajmo to zapisati, da je tukajle R1 enako R plus ta diferencialen premik delta L, zato da bi lahko izrazili delta L tle ven kot razliko vektorjev R1 minus R. Se to vidimo že iz same skice, ne, da je ta delta L ravno. In to lahko potem zapišem, da je to enako električnemu polju krat R1 minus R. Takole. Zdaj, to pa lahko naprej označimo. Ne? To je pa ravno, zdaj v našem primeru, ne? Minus, to se pravi, lahko bi tudi takole zapisali, ne? Tole imamo, ja. Tole je VR. Mogoče, da se kar tele strani lotimo, ne? Tole bi lahko pa zapisali, da je enako hkrati V pri radiju R minus V pri radiju R1. Ne? Točka T je namreč ravno pri R in točka T1 je ravno pri R1. To lahko pa zdaj tudi zapišem, da je to enako V pri R minus V pri R plus tale delta L. Jaz sem ustavil že noter tole, kar smo si tukaj le pripravili. Zdaj,
vi si verjetno bolj znate predstavljati, da je tole, če gledamo neko časovno funkcijo, v naslednjem trenutku, to je pa v prejšnjem, ta razlika se imenuje, bom raje obratno zapisal, bom minus najprej izpostavil, v R plus delta L, minus V od R, tega ste navajeni, da je tole, ta razlika, jo pa lahko označim kot delta V. Ne smete pozabiti, minus imamo spredaj. Ok, in tole, samo označim, da je to isti zapis. Dajmo zdaj iz te enačbe ven potegniti tisto, kar rabimo. Na eni strani imamo, ne pozabiti prosim tega minusa, na drugi strani pa tole. Se pravi, dajmo zapisati, da je E, ali pa kar takole, da bomo manj pisali, dV je minus E krat dl. Okay. V redu. Mi smo si zdaj dali kar nekaj opraviti. Če boste pogledali literaturo, eni mogoče to naredijo kar tako, da rečejo, tale V je, obrnejo te dve meje, izraz od neskončnosti do točke T, pa tle dobite minus EDL, pa enostavno rečejo, ta integral damo na drugo stran, in ven dobimo, da je dV enako minus E krat dl. Ok. Pa pridemo do približno istega. Ok, jaz edin tle sem spet napisal, dl bi še delta L pisal. Takole. Ok. Zdaj imamo pa še vedno problem, ki ga bomo naslovili pa potem prihodno uro. Da bi dobili tle ven E, pridemo do tega, da bi mogli podeliti s tem vektorjem, da bi prišli do tega odvoda, ki ste mi ga prej ponudili. To pa ne gre. Zato bomo, bi rekel, nekoliko drugače smiselno pristopili k tej zadevi. In sicer bom že zdaj sam namignil, bomo naredili dekompozicijo tega premika v dveh smiselnih smereh. Vi veste, da sem večkrat poudarjal, da je pot tukaj vmes, ko govorimo o potencialni energiji ali pa o potencialu, nepomembna. Se spomnite? Primerjali smo to z pohodom na hrib, smo rekli, tam potencialna energija bo enaka delu, ki je neodvisna od poti. Zato bi predlagal, da to dekompozicijo naredimo v tehle dveh smereh. Pa boste tudi vi hitro razumeli, zakaj v teh dveh smereh. In sicer ena smer naj bo vzporedna s temle. Kako imenujemo smer, ki je vzporedna? Tangencialna? A sem prav slišal? Tangencialna je vzporedna, Ok, torej tej poti dajmo reči delta L pa indeks T, tangencialna smer. Tej smeri, ki pa je pravokotna, pa rečemo smer normale. Delta L v smeri normale. Se pravi, jaz bom tole tudi povečano narisal, tako da bi rekel, ta del bomo še zdaj ohranili in tukaj potem nadaljujemo v iskanju odgovora na vprašanje, kako povezati električno polje z znanim potencialom.